na tem predavanju in mislim, da govorim v imenu vseh, ko se zahvaljujem dr. Roku Požaru za organizacijo izletov v teh novih časih. In bomo kar začeli s tem, da bom delil zaslon. Torej, tema današnjega predavanja je prekrivanje z dominami. Predavanje sem nekako razdelil v dva dela. V prvem delu se bomo naučili osnovne stvari o prekrivanju z dominami. V drugem delu bomo pa šli na malo višji nivo in bom poskušal razložiti, kakšen je pomen prekrivanja z dominami v moderni matematiki. Tako da kar začnimo. Recimo za začetek si pogledajmo ta problem. To bo zelo enostaven problem za začetek. Vsi ga bomo hitro rešili, ampak je dober začetek. Vzemimo pravokotno ploščo velikosti m-kratne, to je plošča velikosti 4x5, kot jo vidimo. In si zamislimo, da so to tla v stanovanju in tlakujemo to ploščo s ploščicami, s kvadrati velikosti 1x1. Vprašanje je, ali lahko tako ploščo popolnoma prekrijemo z dominami. In naša predpostavka je, da vsaka domina popolnoma prekrije dva sosednja kvadrata. Se pravi, eno domino lahko postavimo tako ali tako. Predpostavljamo, da popolnoma prekrije dva sosednja kvadrata, čeprav bomo dostikrat narisali domino tako, da jih ne popolnoma prekrije, da lahko vidimo tudi kvadrate spodaj. In evo, hitro lahko rešimo ta problem, res to ploščo lahko prekrijemo z dominami, tako da enostavno damo dve domini v vsak stolpec. To je najbolj očitno, na najbolj očiten način, ni seveda edini način, recimo tukaj namesto dveh navpičnih domin lahko damo dve vodoravni in tako naprej, ampak vidimo, da to lahko naredimo pri tej plošči in to na precej načinov. In dajmo si zdaj ogledati malo drugačno ploščo. Recimo, da imamo ploščo velikosti 3x5, se pravi, teh 5 kvadratov v zadnji vrstici enostavno izločimo in nam ostane plošča 3x5. A jo potem lahko prekrijemo z dominami. Dajmo razmisliti malo, ali tako ploščo potem lahko prekrijemo z dominami, lahko začnemo prekrivati in vidimo, da ne bo šlo. Zakaj ne bo šlo? Ja, zato, ker če imamo ploščo velikosti 3x5, ima taka plošča 15 kvadratov in vsaka domina prekrije 2 kvadrata, torej ne glede na to, kako postavimo domine, prekrijejo sodo število kvadratov skupaj. Se pravi, ne glede na to, koliko domin postavimo, prekrije sodo število kvadratov in mi imamo liho število kvadratov za prekriti, ne moremo popolnoma prekriti take plošče z dominami. Se pravi, evo, prva stvar, ki smo jo ugotovili, je, da če sta obe dimenziji plošče lihi, recimo 3x5, potem plošče ne moremo prekriti z dominami, če pa je vsaj ena od dimenzij soda, potem jo lahko prekrijemo, tako kot smo prekrili ploščo 4x5. In v resnici so seveda, kot sem že rekel, v resnici je precej različnih načinov, da prekrijemo ploščo 4x5 z dominami, v resnici jih je natančno 95. In pač bomo videli, kako smo dobili to številko 95 kasneje. Ampak zdaj si oglejmo ta problem malenkost drugačno in sicer z vidika teorije grafov. Nič vam ni potrebno znati o teoriji grafov, vam bom povedal točno vse, zakaj gre. Predstavljamo si ta problem si bomo predstavljali kot problem na določenem grafu in to je sosedski graf, v tem primeru rečemo.
dajmo dati točko oziroma vozlišče grafa, kot rečemo, v center vsakega kvadrata, tako kot sem tukaj naredil, se pravi, vsak kvadrat ima eno to debelje, ima ta en krogec, kar je točka ali vozlišče grafa, in vsak graf ima točke in povezave med temi točkami in enostavno povežemo dve te točki, ko sta dva kvadrata sosednja. In kot vemo, v tem primeru sta kvadrata sosednja, če si delita bodi si navpično stranico ali vodoravno stranico. Se pravi, ta in ta kvadrat sta si sporedna in narišemo povezavo med ustreznima točkama, zato ker si delita vodoravno stranico. Ta in ta kvadrat sta sosednja, ker si delita navpično stranico. Oziroma, in zato narišemo povezavo med tema dvema točkama. Tako da to je naš graf, to je taka mreža, temu se reče včasih dvorazsežna celoštevilska mreža, ampak ne bomo uporabljali te terminologije. In pač ta graf ima dve zanimive lastnosti in prva lastnost je naslednja, da če obarvamo kvadrate kot na šahovnici, to se zdaj vidite pobarvani, črno in belo, tako kot na šahovnici. Običajna šahovnica je 8x8, ampak mi bomo rekli vsem takim ploščam šahovnica. Tako kot na šahovnici in vidimo, da so vse povezave med kvadratoma različne barve. Vsaka povezava gre od belega do črnega kvadrata ali obratno. Te povezave niso usmerjene. Tako da vsaka povezava povezuje dva kvadrata oziroma dve točke v sredini teh dveh kvadratov, dva kvadrata različne barve. Tako vidite seveda, da nekateri kvadrati imajo manj sosed kot drugi, ta kvadrat ima dve sosedi, ta kvadrat ima 4 sosede, ali 4 sosede. In nekateri imajo 3, torej število sosedov je različno, ampak vsi sosedi so različne barve od tega kvadrata. In takim grafom rečemo dvodelni graf. Graf ima črno stran in ima belo stran, vse povezave grejo med tema dvema stranema, to se mu reče dvodelni graf. V redu, dvodelni graf. In v tem grafu dobine ustrezajo konceptu ujemanja v grafu. Se pravi, če položimo nekaj domin, recimo dajmo kar položiti nekaj domin, recimo tu položimo domino sam, domine se ne smejo prekrivati, naj vas spomnim, se pravi, ena domina je tukaj, ena domina je tukaj, recimo, in ena domina je recimo tukaj. Kot vidite, vsaka domina pokrije točno eno od teh povezav in ker se domine ne smejo sekati, te povezave nimajo skupne točke. In temu rečemo ujemanje v grafih, pač samo terminologija. Ujemanje je točno postavitev nekih dobin, ki se ne prekrivajo in popolno ujemanje dobimo takrat, ko položimo domine, ki prekrijo šahovnico, kar pomeni, da je vsaka točka del ene od povezav v ujemanju. Se pravi, mi izberemo povezave, ki nimajo nobene skupne točke, ampak vsaka od teh točk je ena od izbranih povezav, z drugim besedami, vsaka točka je prekrita z eno od domin. Tako da ujemanje v grafih in ujemanje v tem dvodelnem grafu in polaganje domin sta točno ekvivalentna koncepta. Dajmo, še eno lastnost ima ta graf, in ki jo bomo potrebovali malenkost kasneje, ampak dajmo jo omeniti zdaj. Ta graf ima, kot se temu reče, hamiltonski cikl. Se pravi, mi lahko
Kaj je to hamiltonski cikl? Dajmo si pogledati, kaj to pomeni. To pomeni, da lahko začnemo v nekem grafu, recimo v tem črnem grafu, skoraj levo, in gremo po poti od enega grafa do sosednjega grafa, po poti, dokler ne obiščemo vseh kvadratov in se na koncu vrnemo v izhodiščni kvadrat. Se pravi, če pogledate, ta pot točno obišče vse kvadrate in se na koncu vrne v izhodiščno točko. Temu rečemo hamiltonski cikl. Ni to edini hamiltonski cikl, so tudi drugačni, je ogromno načinov, na katerih lahko to naredimo, ampak ta bo zadoščal za naše potrebe danes. Ta kačasti način, da gremo skozi vse kvadrate. Tako da dajmo si zapomniti, to bomo potrebovali v kratkem. V redu, naš prvi problem danes. Recimo, zdaj vemo, če imamo polno šahovnico, polno ploščo, katerihkoli dimenzij, vemo, ali lahko prekrijemo z dominami ali ne. In zdaj bomo izločili nekaj kvadratov iz plošče, tako da dobimo nepravilno ploščo, recimo tega in tega. In ta dva kvadrata, kot da nista tukaj. Ne smemo prekrivati z dominami in vprašanje je, če preostanek plošče, potem, ko jo izločimo, odstranimo iz plošče, vprašanje je, če se preostanek plošče da prekriti z dominami. To je klasična uganka. Vam bom dal morda pol minute, da razmislite, da vidite, če se razumemo, o čem govorim. Odgovor je, da se ne da. Zakaj se ne da? Zato, ker spomnimo se, vsaka domina, ko jo postavimo, če postavimo katerokoli domino, recimo tukaj postavimo eno, vsaka domina prekrije en bel in en črn kvadrat. To velja, absolutno velja to, ker sosednja kvadrata sta zmeraj različne barve. Se pravi, vsaka domina prekrije en bel in en črn kvadrat. Se pravi, mi ne moremo položiti več domin, kot je število črnih kvadratov na tej plošči, potem, ko smo eliminirali ta kvadrata, ki sta označena z x. Ne moremo postaviti več domin, ki se ne sekajo med sabo, to je naša osnovna predpostavka zmeraj, ne moremo jih postaviti več, kot je število črnih kvadratov. In število črnih kvadratov je za 2 manjše od števila belih kvadratov, zato ker prej je bilo enako in zdaj smo izločili 2 črna kvadrata. Se pravi, število črnih kvadratov lahko jih preštejemo. 8 ne moremo postaviti, nikakor ne moremo postaviti brez več kot 8 domin. Zato, ker vsaka domina bo prekrila en črni kvadrat in tudi en beli kvadrat, ampak en črni kvadrat in ker imamo 8 črnih kvadratov, lahko postavimo največ 8 domin, res lahko postavimo 8 in na koncu nam bosta ostala 2 bela kvadrata, najmanj 2 seveda. Tako da odgovor je ne v tem primeru. Odgovor je ne in to je pač še enkrat opisano, kar sem rekel tukaj na tej prosojnici. Se pravi, položimo največ 8 domin in to prekritje z 8 dominami se ne da izboljšati. In takemu prekritju pravimo maksimalno, tudi če ni popolno. Če naj vas spomnim, da popolno prekritje je tako, ki prekrije celo ploščo, vse dovoljene kvadrate na plošči, se pravi, brez teh to bi bilo popolno prekritje, ampak v tem primeru popolno prekritje ne obstaja in prekritje z 8 dominami je maksimalno. Ni nobenega boljšega prekritja. Tako da, če izvzamemo iz plošče 2 kvadrata iste barve, potem take plošče ne moremo prekriti z dominami.
V redu, potem naslednje vprašanje je, kaj pa če izvzamemo iz plošče dva kvadrata različne barve? Recimo ta dva diagonalna nasprotna kvadrata. Zdaj je en bel in en črn. A lahko prekrijemo ploščo zdaj z dominami. Lahko poskusimo, a? Dajmo poskusiti. Dajmo poskusiti. Zakaj ne bi poskusili? In zdaj že vidite, da se to da. Odgovor je da v tem primeru. V tem konkretnem primeru je da. Ampak vprašanje se postavi, ali lahko na enostaven način dokažemo, da se to zmeraj da, če sta ta dva kvadrata različne barve. Imamo nek način, da lahko dokažemo, ne glede na to, da bi poskusili vse možnosti, šli skozi vse črne, vse bele kvadrate in jo izločili in videli, da obstaja pokritje, da obstaja popolno prekritje plošče, ki ostane. Lahko to dokažemo brez, da bi šli skozi vse možnosti. In lahko dokažemo in dokažemo tako, da uporabimo hamiltonski cikl, ki smo ga prej upeljali. In evo boste videli dokaz za ta primer, kako to naredimo z uporabo hamiltonskega cikla. Se spomnite, to je bil ta hamiltonski cikl. Recimo začnemo v tem kvadratu in gremo skozi vse kvadrate v popolni plošči. In potem opazimo, da če sta kvadrata različne barve, seveda pretrgata ta cikl na dveh mestih. Ta cikl je zdaj pretrgan na dveh mestih. In nam razdeli ta hamiltonski cikl na dve poti. Ena pot gre sem, druga pot gre sem. In zato, ker sta ta dva kvadrata različne barve, sta ti dve poti sode dolžine. Obe poti sta sode dolžine, se pravi, tukaj začnemo v črnem kvadratu, potem gremo od belega do črnega, belega do črnega, belega do črnega in pridemo do drugega kvadrata, ki je bil izločen. In če tukaj začnemo, gremo črnega belega in tako naprej, črnega belega in tako naprej, dokler ne pridemo do belega na koncu in do prvega izločenega kvadrata. Se pravi, vidimo, ta pot je dolžine 6, ta pot je dolžine 12 in enostavno položimo domine ob teh dveh poteh. Kar lahko zmeraj naredimo, če je pot sode dolžine. Pač ena domina tukaj, druga tukaj in ob tej poti pač gremo po vrsti in položimo vseh 6 domin. Tako da hamiltonski cikl nam pomaga, če imamo hamiltonski cikl v mislih, lahko zelo hitro, brez kakršnega koli razmisleka, rešimo vsak tak problem. In ti problemi so slavni problemi v matematiki, uganke, tako rekoč. Klasična uganka je, vse te uganke so za klasične šahovnice, 8x8. Klasična uganka je, če se da prekriti z dominami 8x8 šahovnico, iz katere smo izločili ta ti dve diagonalni polji, diagonalna kvadrata. Se pravi, šahovnico smo poškodovali tako, da smo enostavno izločili ta dva diagonalna kvadrata. In odgovor je, take šahovnice se ne da prekriti z dominami, popolnoma prekriti z dominami, zaradi tega, ker je enostavno spet več črnih kot belih kvadratov v tem primeru. Po drugi strani, če šahovnico poškodujemo tako, da izločimo dva kvadrata različne barve, recimo lahko smo tako eden zraven drugega, ali oddaljena, spet lahko uporabimo tudi ta plošča, ima hamiltonski cikl, kot ima vsaka plošča, pri kateri je vsaj ena od dimenzij soda. Tudi ta plošča ima hamiltonski cikl, malenkost bolj kompliciran, ampak ne preveč bolj, ne dosti bolj kompliciran. In dva kvadrata različne barve, v tem primeru, ker sta soseda na poti, ta dva kvadrata, soseda na tem hamiltonskem ciklu, nam ostane samo ena pot sode dolžine.
v tem primeru, ker nista soseda na ciklu, nam ostaneta dve poti sode dolžine in na vsaki od teh poteh, ob vsaki od teh poteh lahko postavimo domine, tako recimo v tem primeru. In pač ne bom šel do konca, jasno je, kako se to naredi. Enostavno po poti, dokler ne postavimo še zadnjo domino tukaj. Položimo še zadnjo domino tukaj. Tako da, kot rečeno, če imate v mislih ta hamiltonski cikl, se da zelo, zelo, zelo hitro rešiti vsak tak problem. V redu. Dajmo se zdaj, mi smo izvzeli samo 2 kvadrata iz plošč in če izvzamemo samo 2 kvadrata, vidimo, da se da vsak tak problem rešiti. Dajmo zdaj pogledati, kaj se zgodi, če izvzamemo več kvadratov. Recimo 6 v tem primeru. Tako da vsi ti primeri, ki jih bom naredil, so na manjši plošči in to se da zelo hitro narediti. Brez kakšne matematične teorije, ampak za primere na predavanju je potrebno si izbrati enostavne primere najprej, zato da lahko problem razmeroma hitro rešimo. Se pravi, dajmo si ogledati to ploščo. Smo izvzeli teh 6 kvadratov, število belih in črnih kvadratov, ki smo jih izvzeli, je enako, torej tudi ostane enako število belih in črnih kvadratov. Tako da v principu je možno, vsaj iz tega stališča je možno, da obstaja popolno prekritje te plošče, ampak recimo, da ga ne vidimo takoj in pač naredimo prekritje, ki je najbolj enostavno, uporabimo vse samo horizontalne, samo vodoravne domine. To je eno od prekritij, in vprašamo se, ali je maksimalno prekritje, ali se ga da morda izboljšati. Če se ga da izboljšati, položiti še eno domino nekako premeščati domine, tako da lahko položimo še eno domino na ploščo. In dobimo na tak način popolno prekritje. Ja, to je zdaj vprašanje, ki bi ga radi rešili na bolj z razvojem neke teorije, ki nam bo v principu lahko rešilo ta problem v vsakem primeru. Tako da si predstavljamo, da imamo neko ploščo, neko nepravilno ploščo, se pravi, imamo neke prepovedane kvadrate. In imamo neko pokritje in se vprašamo, ali je to pokritje maksimalno. Se pravi, ali ga lahko premešamo tako, da dobimo pokritje z večjim številom domin. V tem primeru imamo pač pokritje s 6 dominami. Vprašanje je, če lahko pokrijemo te dovoljene kvadrate s 7, popolnoma pokrijemo dovoljene kvadrate s 7 dominami. In zato obstaja algoritem, se pravi, lahko napišemo računalniški program, ki nam to pove, ni potrebno razmisliti, lahko pač čisto slepo sledimo enim navodilom, ki jih bom zdaj uvedel. Temu se reče algoritem ujemanja, to je prosojnica z dosti teksta na njej. Če ne boste sledili, ni problema, bomo na primerih videli, kako to gre. To je slaven algoritem, ki so ga leta 1973 v zlati dobi razvoja računalniških algoritmov razvili John Hopcroft, Richard Karp in Aleksander Karzanov. Prva dva neodvisno od tretjega, ki je deloval v Sovjetski zvezi, takrat ni bilo dosti komunikacij med zahodnimi in vzhodnimi znanstveniki. In ta algoritem gre tako. Najprej, to je algoritem zaznamovanja. In ta algoritem vam pove, če je neko prekritje maksimalno ali če ni, kako se ga da izboljšati. Začnemo, kot rečeno, algoritem zaznamovanja. Na začetku zaznamujemo vse nepokrite bele kvadrate. Začnemo z zaznamovanjem vseh
nepokritih belih kvadratov. In potem izmenično zaznamujemo črne kvadrate in bele. Najprej, recimo, nični korak je zaznamovanje vseh nepokritih belih kvadratov, prvi korak je zaznamovanje vseh dovoljenih, nezaznamovanih črnih kvadratov, ki so sosede zaznamovanih belih kvadratov. Dosti besed, ampak kot rečeno boste videli na primeru. V naslednjem koraku zaznamujemo vse nezaznamovane bele kvadrate, ki so pokriti z isto dobino, kot kateri od zaznamovanih črnih kvadratov. In to se nadaljuje, dokler ne zaznamujemo katerega nepokritega črnega kvadrata, to je uspeh, in v tem primeru lahko prekritje izboljšamo, ali nobenega kvadrata ni mogoče več zaznamovati, v tem primeru je neuspeh in to je maksimalno prekritje. Dajmo iti nazaj na prejšnjo prosojnico, bomo na roko naredili, na roko šli skozi ta algoritem in videli, kako se konča v tem primeru. Se pravi, ne vem, če se spomnite, ampak v prvem koraku zaznamujemo vse nepokrite bele kvadrate, samo eno v tem primeru. Ne? In ta bo zaznamoval vse svoje črne sosede, ki niso še zaznamovani, to sosedo seveda ne, ki je prepovedana. Se pravi, bo zaznamoval vse svoje črne sosede in to je samo eno. V redu, zdaj smo na črnem kvadratu in ta kvadrat gremo po domini. Nimamo nobene izbire. Gremo po domini. Ne? Ne moramo, ta beli kvadrat je tudi soseda, ampak samo po dominah lahko gremo. Zdaj smo na belem kvadratu in gremo na vse sosede, ki so še zaznamovani. Zdaj smo spet na črnem kvadratu. In moramo slediti domini. Moramo slediti domini, zdaj smo zaznamovali dva bela kvadrata in spet zaznamujemo njihove črne sosede, ki še niso zaznamovani. Torej, zaznamujemo ta kvadrat, ampak dajmo zaznamovati prvo tega, se pravi, zaznamujemo ta kvadrat in evo smo prišli do nezaznamovanega črnega kvadrata. In algoritem se tukaj ustavi. Zaradi tega, ker smo prišli do zaznamovanega črnega kvadrata, kar pomeni uspeh. Če pridemo do zaznamovan nepokrit črni kvadrat. To je pomembno. Zaznamovali smo nepokrit črni kvadrat, to pomeni, da se algoritem konča z uspehom, z drugimi besedami, to pokritje je mogoče izboljšati. Tako da gremo dve prosojnici naprej, ker je ista slika, narisana ista slika. In ko se to zgodi, evo ta črni kvadrat smo pravkar, nepokrit črni kvadrat smo pravkar zaznamovali in gremo nazaj po puščicah. Dokler ne pridemo do začetnega belega kvadrata. In taki poti se reče izmenična pot, zaradi tega, ker kot vidite, barve teh puščic se menjajo na vsakem koraku. Črna, rdeča, črna, rdeča, črna. In če pogledamo to izmenično pot, vidimo, da nam pove, kako lahko prekritje izboljšamo. Enostavno tako, da odvržemo ti dve domini, ki prekrivata rdeči puščici, ti dve domine enostavno vržemo proč in jo nadomestimo s tremi črnimi dominami, ki prekrijejo črne puščice.
Tako da namesto 2 bomo imeli 3 domine. Tako, to dobimo, to je naše novo prekritje in to novo prekritje je popolno in ga seveda zaradi tega ne moremo izboljšati, zato ker smo prekrili vsa polja, ki so dovoljena, vse kvadrate, ki so dovoljeni. Tako da, vse kvadrate, ki so dovoljeni. Tako da, s tem smo rešili ta problem in dobili popolno prekritje. Popolnoma algoritmično. Tako da, zmeraj lahko začnemo z nekim prekritjem, ki ga nekako naredimo, brez dosti razmisleka, in ga poskušamo s tem algoritmom izboljšati. In če ga lahko izboljšamo, dobimo novo prekritje z večjimi dominami, potem lahko poskušamo to prekritje izboljšati. In nadaljujemo na ta način, dokler nekega prekritja ne moremo izboljšati. Tako da, dajmo si pogledati en primer, ko prekritja ne moremo izboljšati, kot bomo videli v zelo kratkem času. Se pravi, spet, vidite, smo izločili 6 kvadratov in 6 kvadratov, 3 bele, 3 črne, tako da število dovoljenih kvadratov ima še zmeraj enako število belih in črnih kvadratov, ampak ali se da tako ploščo prekriti popolnoma z dominami? No, bomo videli, vzemimo to prekritje, ki ni popolno, in poglejmo, če se ga da izboljšati. Na isti način, kot smo to delali prej, se pravi, zaznamujemo beli kvadrat, ki zaznamuje ta črni kvadrat, potem gremo po domini, nimamo nobene izbire tukaj, spet nimamo nobene izbire, ker moramo slediti domini. Tukaj spet nimamo nobene izbire, lahko gremo samo tja, na ta kvadrat. In tukaj spet nimamo nobene izbire. In kot vidimo, zdaj smo se zaplezali. Spet se ustavimo, smo se zaplezali. Iz tega kvadrata ne moremo označiti nobenega kvadrata več. Ne moremo iti nazaj, zato ker ta kvadrat je že označen in ta kvadrat je prepovedan, tako da je konec našim algoritmom. To prekritje je maksimalno. In se ga ne da izboljšati in zato te plošče, zato ta plošča nima popolnega pokritja. Največ, kar se da, je se da položiti 6 domin, tako kot smo jih položili, ali morda na kakšen drugi način, ampak ne moremo položiti 7 domin. Tako da, dokaz, da v primeru, da se zaplezamo, da je prekritje maksimalno, je malenkost bolj zapleten. Kot smo videli, ko se algoritem konča z uspehom, potem dobimo to izmenično pot in ta izmenična pot nam izboljša prekritje. Če se zaplezamo, potem to bi bilo potrebno dokazati in ta argument je malenkost bolj zapleten in ga ne bomo danes naredili. Ampak je res, da če se algoritem konča na tak način, je prekritje avtomatično maksimalno. Tako da, to so enostavni problemi z zelo majhnimi ploščami, ki kot rečeno lahko naredimo brez kakršnekoli teorije. Dajmo si zdaj pogledati malo, na tej prosojnici je še enkrat narejeno, kar sem pravkar naredil. Dajmo si zdaj pogledati malo bolj zapleten primer, malo večjo ploščo. Ko sem se pripravljal na to predavanje, sem seveda šel na internet in pogledal, če obstaja kakšna domača naloga ali kakšno izpitno vprašanje, ki bi ga lahko uporabil pri predavanju. In dejansko sem našel to izpitno vprašanje iz MIT,
za tiste, ki ne veste, MIT je univerza v predmestju Bostona v Združenih državah, ki velja za, če ne najboljšo, eno od najboljših tehničnih univerz na svetu, ali vsaj v ZDA. In na vprašanju, pri predmetu iz kombinatorične optimizacije, mislim, je bilo na izpitu naslednje vprašanje. Vzemimo to ploščo in vprašanje je, ali je mogoče naslednjo ploščo popolnoma prekriti z dominami. Če je mogoče, najdi popolno prekritje. Če ni mogoče, podaj kratek dokaz, da to prekritje ne obstaja. Tako da, no, pač mi imamo način, kako to narediti. Enostavno uporabimo naš algoritem, začnemo s katerimkoli prekritjem, lahko tudi s prazno ploščo. In pač uporabimo ta algoritem, morda večkrat. Ampak najprej, preden gremo v to, pač najprej pobarvamo to šahovnico, pobarvamo to ploščo kot šahovnico, da vsaj lahko preštejemo, če imamo isto število belih in črnih kvadratov. Ker če nimamo, je to zelo enostaven problem in odgovor ne. Ampak ne bojo dali tako enostavnega problema. Vidimo, da je število črnih. Če preštejemo, vidimo, da je 10, 21 črnih kvadratov in tudi 21 belih kvadratov. Ne? Tako da ta plošča ima 21 črnih, 21 belih kvadratov in iz tega ni jasno še, ali se da prekriti ali ne. Redu? Tako da, zdaj nič drugega nam ne preostane, nimamo pač druge možnosti, kot da se zatečemo k našemu algoritmu, se pravi, začnemo, kot rečeno, lahko s prazno ploščo, z nekim prekritjem in ga poskušamo z algoritmom izboljšati in potem še enkrat izboljšati in še enkrat, dokler se nam algoritem ne ustavi na neuspešen način. In evo, lahko bi vam pokazal cel algoritem, ampak damo priskočiti zaradi tega, ker nočem, da to predavanje traja predolgo. Končno se naš algoritem konča na takšen način, da je to prekritje, s tem prekritjem, z dominami, ki ni popolno, vidite, da en črn in en bel kvadrat nista prekrita, ampak algoritem se na tem prekritju ustavi neuspešno, se pravi, to je maksimalno prekritje, in vidimo, da popolnega prekritja ni zaradi pač z uporabo tega algoritma. Naj vam samo povem še, da so domine pobarvane s 4 različnimi barvami, in sicer horizontalne in vertikalne domine, navpične vodravne domine so prebarvane z drugačnimi barvami in navpični domini, ki imata različne zgornja kvadrata na belem ali črnem kvadratu plošče, imata različno barvo, se pravi, če zgornji kvadrat domine prekrije beli kvadrat plošče je zelena, če zgornji kvadrat domine prekrije črni kvadrat plošče je rumena in podobno velja za vodravne domine. Toliko, da naredi sliko malo bolj zanimivo in barvito. Se pravi, zaradi algoritma vemo, da se te plošče ne da popolnoma prekriti. In mimogrede algoritem uporablja, pač pri algoritmu imamo izbiro, v katerem zaporedju si poskušamo označiti, zaznamovati točke. In to zaporedje je čisto slučajno, tako da nam na ta način da slučajno prekritje. Vemo, da nam ta algoritem zdaj dokaže, da ni popolnega prekritja, ampak izpitni problem je zahteval enostaven dokaz in tudi vprašanje je, če imamo dostop do računalnika na izpitu. Morda imamo, morda ne, če izpit za doma reševati, potem verjetno imamo, če ni, potem verjetno nimamo.
Tako da je vprašanje, ali lahko najdemo enostaven argument, iz katerega vidimo, da se take plošče ne da popolnoma prekriti. In res obstaja, in zato pač moramo malo gledati, in če malo gledamo nekaj časa, opazimo naslednje. Poglejte si te kvadrate, te bele kvadrate. Bele kvadrate znotraj tega lika, ki sem ga obkrožil. Se pravi, koliko belih kvadratov je noter? Dajmo jih prešteti. 3 in 4 in 4. 11. Znotraj tega lika imamo 11 belih kvadratov. Koliko črnih sosedov ima teh 11 belih kvadratov? No, 4 plus 3 plus 3. Nekateri so pač zunaj iz tega lika, ampak 10 črnih kvadratov, teh 11 belih kvadratov ima skupaj 10 črnih sosedov. Točno 10 črnih sosedov. Se pravi, še enkrat se spomnimo, vsaka domina prekrije en bel in en črn kvadrat. Se pravi, zaradi tega ne moremo, en bel in en soseden črni kvadrat, zaradi tega ne moremo niti prekriti teh 11 belih kvadratov. Od teh kvadratov jih lahko prekrijemo samo 10. In to je enostaven dokaz. Enostavno najdemo 11 belih kvadratov, ki imajo manj kot 11 črnih sosedov. In pač tak nabor belih kvadratov smo našli. In v resnici obstaja matematični izrek in pove, da je to vedno mogoče. Rečemo se Hallov poročni izrek, zato ker si predstavljamo, da so beli in črni kvadrati potencialni poročni pari in vsak beli kvadrat lahko se lahko poroči s sosednjim črnim kvadratom. Tako da Hallov poročni izrek pravi, da ko popolno prekritje ne obstaja natanko takrat, ko obstaja neko število belih kvadratov, neko število B belih kvadratov, strogo manj kot B sosedi, črnimi sosedi seveda. Vsi sosedi belih kvadratov so črni po definiciji. Tako da to bi bil enostaven dokaz, da pokritje ne obstaja in predpostavljam, da je profesor iskal ta dokaz ali podoben. Seveda lahko najdemo neko število črnih kvadratov, ki ima manj kot to število belih sosedov tudi. Tako da je več kot en sam način, kako se da to narediti. V redu, tako da smo se pač naučili nekaj osnovnih stvari o prekrivanju z dominami. Smo pač šli na kratek izlet v matematično vesolje, ampak smo ostali precej blizu Zemlje. To so stvari, ki morda je šlo hitro za pač nekoga, ki to prvič vidi, ampak če človek malo premisli, ne rabi predznanje za razumeti to, kar smo zdaj naredili. Kar bomo zdaj naredili, se bomo izstrelili ven iz orbite na rob galaksije in vam bom poskušal, kot sem že na začetku predavanja rekel, vam bom poskušal predstaviti vlogo prekrivanja z dominami v moderni matematiki. In boste videli, kakšni problemi nastanejo tukaj in malenkost, s kakšnimi metodami se da te probleme reševati. Tako da prvi substančen izrek v zvezi s tem je v članku Filcovega nagrajenca. Filcova nagrada je najvišja nagrada, ki jo lahko nek matematik dobi in je nekako ekvivalentna Nobelovi nagradi v fiziki, recimo, ali v kemiji. In naj vam na začetku povem, da take plošče, kot je ta plošča,
takim tudi rečemo enostavno povezane, zato ker nimajo lukenj. Plošča z luknjo, če bi recimo izločili ta kvadrat, ne bi bila več enostavno povezana. Za enostavno povezane plošče obstaja drugačen algoritem, ki je precej bolj zapleten in uporablja dosti več matematike. Thurston-Fournierov algoritem, ki je osnovan na Thurstonovi interpretaciji pokritja, kot zdaj prihajajo težke besede, ki bojo razumljive tistim od vas, ki se spomnite, ali ste vzeli kdaj predmet iz vektorske analize. Se pravi, izkaže se, in to je ena Thurstonova ideja, da se vsako prekritje z dominami lahko interpretira kot vektorsko polje, kot konservativno vektorsko polje, in ki preko krivulnih integralov definira trirazsečno ploskvo. Se pravi, vi, če vzamete prekritje z dominami, lahko iz tega naredite ploskev v prostoru. Na nek način, ta način je zelo algebraičen način in pač uporabite generatorje in tako naprej. In ta način je odkril Thurston in pozneje ga je prevedel v računalniški algoritem francoski matematik Fourier. Mimogrede, ta članek, Fournierjev članek je dostopen samo v francoščini, eden od redkih člankov v zadnjem času, ki ni napisan v angleščini. Problem je v tem, da ta plošča nima popolnega prekritja, ker ima ozko grlo tukaj. Tako da to je nekako zmeraj res. In ta Thurstonov algoritem, oziroma Thurston-Fournierjev algoritem, najde to ozko grlo. Izrek pravi, da za popolno prekritje mora rob te ploskve zadoščati določenemu Lipšicovemu pogoju. Se pravi, nekako razlika med višino ploskve v tej točki in tej točki je prevelika. V tem primeru. Tako da, v redu. Se pravi, zdaj vemo, imamo nekaj algoritmov za to, da, ki nam povejo, če se ploskev da prekriti z dominami. In zdaj se nastopi vprašanje, ko vemo, da se da ploskev prekriti z dominami, na koliko načinov jo lahko prekrijemo z dominami. Ali se da napisati kakšno formulo, zato, da za število načinov, s katerimi lahko prekrijemo ploščo z dominami. Dajmo začeti s pravokotnimi ploščami, dimenzije m-kratna. In obstaja formula, in evo tukaj je formula. Se pravi, dvojni produkt gre od 1 do deljeno z 2 zaokroženo navzgor in gre od 1 do deljeno z 2 zaokroženo navzgor in potem imamo kosinus na kvadrat enega kota in kosinus na kvadrat drugega kota. Ta formula je popolnoma nepričakovana. Na prvem mestu ni jasno, zakaj vzamemo ta dvojni produkt, zakaj dobimo celo število. Moramo dobiti. S to formulo štejemo število prekritij. In ta formula na koncu mora priti celo število. Je popolnoma nejasno. Ampak celo število zmeraj je in način, na katerega se to formulo dokaže, je, da se predstavi število oziroma poveže število popolnih prekritij z determinantami matrik. Determinantami določene matrike, ki je povezana z incidenčno matriko grafa, ampak ni čisto enaka tej matriki. In na podlagi te formule se dobi to število 95 za ploščo dimenzije 4x5. Tako da to formulo je dokazal nizozemski teoretični fizik Peter Castellane v začetku 60-ih.
in je še zmeraj zelo vplivna, to je ta algebraični pristop je še zmeraj zelo vpliven. Vprašanje je, zakaj fizike zanima prekritje z dominami? Teoretične fizike. To je enostavno, si lahko predstavljamo, da domine so najbolj enostaven primer polimerov, to so molekule, ki so sestavljene iz več identičnih delov, iz več sestavnih delov. Se pravi, v primeru domin dveh sestavnih delov, temu se reče včasih dimer, namesto polimera. In ti dimeri se nekako zamrznejo na dvorazsežni plošči in prvi približek tega, kaj se zgodi, ko te dimere zamrznejo na ravninski plošči, je prekrivanje z domino. To je zelo enostaven primer, ki seveda nima nobene kvantitativne možnosti. V eksperimentalni fiziki se z njim ne more pomagati, je pa vodilo v bolj zapletene procese. Tako da, se pravi, po Castellanovi formuli ima običajna šahovna plošča, šahovska plošča, nekaj manj kot 13 milijonov prekritij. Se pravi, 8x8 plošča ima nekaj manj kot 13 milijonov prekritij in to je eno od teh prekritij, ki ga izberemo naključno. Čisto slučajno dobimo tako prekritje. In če vzamemo ploščo 40x40 in izberemo eno od prekritij te plošče slučajno, dobimo nekaj takega. Spet, da vas spomnim, da so te domine pobarvane 4 različnimi barvami po konvenciji, ki sem jo prej opisal. Zato, da zgleda slika malo bolj zanimiva. Samo na kratko naj povem, da če gledamo to sliko, ne zgleda posebej zanimiva, zgleda pa kaotično. In ta vtis ne vara, dejansko lahko na nek način matematično dokažemo, da je ta slika kaotična. In način, na katerega to dokažemo, je, da si pogledamo Thurstonovo ploskev, ki je zdaj slučajna ploskev, in si pogledamo statistične lastnosti te ploskev. In statistične lastnosti te ploskev, ta ploskev zelo velika, so lastnosti matematičnega objekta, ki se mu reče v fiziki Gaussovo prosto polje. To je enostavno ploskev v 3 dimenzijah, ki je popolnoma neregularna, ampak ima določene statistične lastnosti. To je dokazal Richard Kenyon približno pred 20 leti. Tako da ne morem vam res razložiti, kaj je to Gaussovo prosto polje, ker zato se pač potrebuje ogromno teorije verjetnosti. Tako da, kot rečeno, pravokotne plošče niso, vsaj za pogled, niso posebej zanimive, tako da nastane vprašanje, obstajajo kakšne druge plošče, ki so bolj zanimive, vsaj za pogled. In res obstajajo, in to so, tem ploščam se reče azteški romb, tako da vidite primer azteškega romba, ki je velikosti 4, A4, je azteški romb velikosti 4 in ima 8 vrstic in 8 stolpcev. Začne s vrstico z 2 kvadratoma, potem 4, 6, 8, 8, 6, 4, 2. Azteški romb. Zakaj se imenuje azteški romb? Je zaradi tega, ker spominja na dizajn na preprogah centralnoameriških indijancev. Če pogledate za mano, ima prevešeno čez tablo. Eno takih preprog morda ne vidite, zato ker pač vidite to virtualno tablo, ampak ja, pač to je vse posod na teh preprogah se vidi ta azteški romb. V matematiki je pa azteški romb pač ta konfiguracija kvadratov v ravnini.
In ta stežki romb se seveda lahko pokrije z dominami. Tukaj je eno od naključno izbranih pokritij. Število pokritij stežkega romba ima precej bolj enostavno formulo. 2 na n krat n plus 1 polovic. Se pravi, pogledati, če n je 1, sta 2 prekritji, 2 na 2 krat 2 na 1 krat 2 polovic je 2. Za n je 2. Imamo 8 prekritij, 2 krat 3 polovic, to je 2 na 3, 8. In tukaj je vseh 8 prekritij. Za n je 3. Imamo 32 prekritij, 2 na 6. Za n je 4 imamo točno 2 na 10 pokritij, 1024 in tako naprej. Se pravi, to število pokritij zelo hitro narašča, ampak vsaj za A2 jih lahko vseh 8 narišemo. To število pokritij je ogromno, vprašanje je, kako se to dokaže, to dokaz ni enostaven, vprašanje je tudi, kako se lahko zgenerira slučajno pokritje stežkega romba. In lahko samo povem, preden gremo naprej, da pomen prekritja stežkega romba v razvoju sodobne matematike je precej večji, kot bi si človek zamislil. To je pač enostavna struktura in prekrivanje z dominami izgleda kot pač en problem, ki ne bi zanimal dosti ljudi, ampak ima velik pomen, kot bomo videli, v razvoju sodobne matematike, in to je priznano s sliko, ki je pred našim modelkom na Univerzi Kalifornije v Davisu. Če vas pot kdaj zanese v Kalifornijo, v Davis, si lahko to sliko gledate v živo in se boste počutili malo bolj doma, ker boste vedeli, zakaj gre pri tej sliki. To je pač slučajno pokritje stežkega romba. Ta izreko število prekritij so dokazali ti 4 avtorji, Elkis, Greg Kuperberg, Michael Larson in James Propp, leta 1992. Ni enostaven in tudi še danes ni znan noben enostaven dokaz tega, čeprav je formula enostavna. Tako da, vprašanje zdaj nastane, glede na to, da je prekritje stežkega romba toliko, če je mogoče na enostaven način najti slučajno prekritje takega romba. In najbolj enostaven algoritem bi bil, da enostavno poskušamo najti induktiven algoritem. Se pravi, mi vzamemo manjši stežki romb in ga povečamo in nekako poskušamo premešati te domine, tako da dobimo naključno prekritje. Analogno mešanju kart, recimo, da zdaj smo na Primorskem, vsaj virtualno smo na Primorskem, in recimo vzamemo karte za Briškolo, in recimo, da je 10 denarskih kart že v slučajnem zaporedju. Se pravi, imamo ta stolpec 10 denarskih kart in dodamo naslednjo karto, ki je, kot se pri nas v Brdih reče, Ašbeštonski. Se pravi, vzamemo 11. karto in jo položimo na eno od 11 možnih mest med teh 10 denarskih kart. In tako dobimo 11 kart, 10 denarskih kart in ašbeštonskih, ki so zdaj v slučajnem zaporedju. In potem je naslednja karta in jo damo na eno od 12 pozicij in tako naprej, dokler ne pridemo do zadnje karte, do 40. karte, ki jo damo na eno od 40 pozicij. Tako induktivno zgradimo slučajno zaporedje kart. In to je možno tudi pri pokritju z dominami. Obstaja algoritem za induktivno mešanje domin, ki ga je odkril James Propp, tukaj na sliki, ki je nekako analogno, ne bomo šli v podrobnosti, tukaj je narisana slika, ampak ne bomo šli v podrobnosti. Ampak na račun tega algoritma lahko zelo hitro najdemo slučajno prekritje ogromnih plošč. Recimo plošča, jaz ne vem, tukaj je velikosti 40 in tukaj je velikosti 1000. In če pogledamo slučajno prekritje take velike plošče, vidimo,
da imamo ob vogalih azteškega romba, so te domine položene kot opeke. So celo urejene položene kot opeke. In v sredini imamo pač kaotično stanje. Zgleda tako kot pri pravokotnih ploščah. In meja med tema dvema stanjema je zelo ostra in je popolna krožnica. Tako da to je krog in to je zelo nepričakovana in zanimiva lastnost azteških krogov, to lastnost so leta 1298 dokazali ti trije avtori, Jokuš, Prop in Šor. Kot rečeno, to je bila takrat revolucija, nihče ni pričakoval pravilne krožnice v takem problemu. In saj jaz sem mislil, pač avtori so naključno našli zlat kovanec nekje in pač uspeli dokazati nek izoliran izrek. Ampak to je bil zelo naiven pogled. V resnici je bil ta kovanec na vhodu v matematično zakladnico in od takrat je pač to področje eksplodiralo, ogromno izrekov, recimo heksagonalne strukture, kot je tale, se da prekriti z rombi in slučajno prekritje z rombi v tem primeru ima tudi mejo med redom in kaosom in ta meja je v tem primeru kardioida. In kardioida je krivulja, ki jo poznamo morda iz analize, jo poznamo v polarni obliki, ampak se jo da napisati tudi v algebraični obliki. Algebraična krivulja je rešitev polinomske enačbe v dveh spremenljivkah in to povezuje, obstaja teorija, ki povezuje prikritja z dominami z algebraičnimi enačbami, z algebraičnimi krivuljami. In za to teorijo je ruski matematik Andrej Okounkov leta 2006 dobil Filcovo medaljo. Se pravi, očitno je to postal izjemno pomemben in slaven problem. Andrej Okounkov je bil, ta slika Andreja Okounkova je iz domače strani Univerze na Primorskem. On je bil gost Univerze na Primorskem par mesecev nazaj na Evropskem kongresu matematikov in si lahko gledate njegov govor na spletu. S tem bom končal današnje predavanje. Se zahvaljujem vsem za obisk v narekovajih in predam besedo dr. Požaru.